S Kristino sta se je dala dosti informacij, ne? Da je to nek tak sproščen pogovor. Ja, zelo odlične informacije mi je dala. Veste, kaj se tu spremljam? Smo se A res? še danes s tajnikom pogovarjali, da sem spremljal že prej, pa sem še občasno, pa sem šel pa še malo bolj pogledati zdaj, no. Aha. Ampak že prej, na škofiji smo kar, vi ste poznani pri nas. Sem vprašal še tajnikov, rekel, ja, to poznam. Potem smo se pogovarjali še z njim, ki imamo ekipo zaposlenih. Je tudi rekel, no to pa odlično potem. Ja, cenim vaš čas, da ste si ga vzeli. Meni je veselje, če bova. Ja. Karkoli boste vi povedali. Veste kaj, vi ste imeli neverjetno zanimive stvari, pogovore, pa menda ste zelo, ali pa to, kar sem zasledil, taki izvirni spraševanju, tako da mislim, da ne bo. Pri pogovoru so bolj bistveno vprašanje kot odgovori. Ja, mogoče res, v življenju celo tudi. A ne da? Ja, se mi zdi, da ja. Sej, ko sem gledal vaš življenjepis, biografijo, sem videl, da imava veliko skupnih zanimanj, ne? Tako da Ja. bo imela po moje izziv s časom, bolj kot z vprašanji pa odgovori. Bomo videli, če bom Ja, predolgo boste povedali, pa bomo ne. skrajšali. Sej, koliko časa imate? Koliko ste mislili? Eno uro? Uro pa pol, 2. V redu. Ok, v redu. V redu. Sej, če ne pa. Ja, boste v že redu, v povedali. redu. Mogoče lahko začnemo tako, kako, vedno me je to zanimalo, ne? Kakšen klic more človek slišati, da se odloči za tako pot, za katero ste se vi odločili. A mi malo poveste o tem, če greva zelo zgodaj v vaše življenje. Ja, v bistvu se ni zgodilo nič tako nekaj zelo, zelo izrednega. Jaz sem bil v običajni gimnaziji, sošolce sem imel v gimnaziji Josipa Jurčiča v Stični. To je bila takrat občina Grosuplje in ker sem sam z občine Grosuplje rojen na Mali Ilovi gori, smo šli potem to gimnazijo, ki je bila pa zelo zanimiva v samostanskih zidovih, ampak državna gimnazija cistercijanskega samostana v Stični. No in potem moje razmišljanje je bilo, da študiram, ker sem zelo rad imel matematiko, fiziko, kemijo, pa te predmete, da grem študirati ali matematiko, ali pa psihologijo za njim. No, ampak potem pa si ustvarim družino in tako, ena taka zelo običajna pot. Potem pa počasi, imeli smo krasno mladinsko skupino, župni, s katero izhajam. Potem je bil en kaplan, ki nas je vodil, pa smo šli v hribe, pa smo šli na duhovne vaje, pa na romanje, potem pa smo se vse posod, skratka, bilo je zelo, zelo živahno. In takrat pa potem tista vera, ki pride iz veroučnega šolanja, iz tistega naučene vere, čeprav moram reči, da pri nas družina, imam še 3 brate, pa sestro, nas je 5 otrok, oče, mama, je bilo tako eno pristno, preprosto krščansko življenje, hodilo se je k maših, verouku, veliko smo tudi molili, ampak to še ni pomenilo, da bi šel da bi se odločil za kakšen duhovni poklic, eni se zelo zgodaj. Mene je potem prišlo tam v 3., 4. letniku gimnazije, naenkrat sem začutil eno tako bilo bistveno stvar, da je vera neka neskončna milost, Bog nas ima rad. Rad, nismo sami, mene ima rad, človeštvo ima rad, vsakega človeka, ni važno, kakšno njegovo prepričanje. In to se mi je zdelo tako neskončno pomembno, da podelim drugim, oziroma zakaj, če sem v neki globini na tej osebni ravni to doživel, doživljal korak za korakom, se mi je zdelo pomembno, zakaj tega ne bi dal drugim, ampak ni bilo še nič jasno. Potem smo bili ravno tista generacija, da gremo k vojakom, to je bilo leta 80, ko sem maturiral, in potem
Jugoslovanska ljudska armada, pridem tam na občino, da želim iti k vojakom, ker mi smo bili pa prva generacija, da gremo samo 12 mesecev, če se vpišeš na fakulteto. In mi reče tam, ko pridem, ja, pa kaj boš šel, 12 mesecev bo služil, če greš zdaj, junija, julija, bo 15 mesecev, si vpisan na fakulteto, ne? Jaz rekel, jaz hočem iti zdaj. Pa mi je rekel, pa tudi, kaj je s tabo narobe, da hočeš iti k vojakom, zdaj pa ne hočejo, si ne želijo vojska, ne? Ampak potem rekel, prav, pa greš. No in zašel k vojakom in tisto obdobje, ko je še več, ko vidiš eno drugo plat življenja, pa ne da je vojska, bila kakšna romantika, meni se je delo sicer čisto vse nekako zelo nesmiselno. Tiste vaje, ne vem, kar smo imeli po vojakih, ni logike, ampak potem sem gotovil, da čim več berem, se pogovarjam, sprejmem to situacijo, v kateri sem, tem lažje bo in boljše bo. No, je bilo res posebej, recimo, ko smo bili na straži, tam smo stražili, ne vem kaj, nekih pušk, nekaj, kaj pa vem, kaj je bilo v tistih skladiščih. Se mi je zdelo zanimivo, pa sem vzel Barga, Duh velikih jezer, ki je napisal, se pravi, profesor Rebula, en čudovit roman o našem svetiškem kandidatu. Potem je že takrat zelo zanimala filozofija in sem imel Pascalove misli. Potem sem imel profesora Ježekoviča, Claudela, potem sem imel še, mislim, da Descarta, svetopismo sem imel v sebi. In se mi je zdela tista straža odličen čas, da sem bral. Ker je bilo tako malo gozdo, to ni bilo v kakšni cesti, tako v kasarni, ampak neka skladišča v enem gozdu, nihče ni kakšnih problemov delal, posebej, mislim, glih razlagal nisem, da imam tisto literaturo sabo. Mir je bil, branost lahko tam, naravi, tudi za molitev je bila priložnost. Seveda, v tistem branju vse je pa kuhalo, dvomi so, vprašanje, negotovosti. In potem se mi je zdelo, v nekem trenutku začutiš, to je to. Jaz ne študiram teologijo. Dvomi o čem? Dvom o tem, a je to samo neko čustveno doživetje, nek impuls, neka trenutna zadeva. Vera. Ja. Ali je to samo neka moja želja, ali je samo neko moje samopotrjevanje, ali je to neka všečnost, da bom ne vem kaj zdaj, ne, se vem, doma so bili zelo veseli tega, sem rekel, to moram zelo, zelo natančno prečistiti, predvsem, ker mi ta misel prej ni bila, malo se je oglasila sem in tja, kot sem že omenil, v 4. letniku, ampak ne pa tako, da bi pa to bila moja duhovniški poklic, tudi teologije, bogoslovja. Ja, dvomi, vprašanja, negotovosti, potem pa kot človek še več bere, premišljuje, ampak se mi je zdelo več razlogov, argumentov je bilo, da je to. Ni pa nekih razlag, ne, zakaj. Veste, včasih dajem primerjavo podobno, ko se dva odločata za zakonsko življenje. Začuta, to je to, ampak je še kar nekaj vprašanj, ne? Pogovorov verjetno, iskanj, a sta za skupaj, a nista, ampak zdelo se mi pa je, da če mi je to podarjeno, ta Božja bližina, ta zavest, da nismo enkrat je en maturant potem na maturi zapisal, ko sem ocenjeval maturitetne seje, da nismo so nek kupček materije v vesolju, izgubljeni ne vem kje, ampak da smo nekdo z imenom, priimkom tej zgodovini sveta, potem pa tudi ob vseh vprašanjih in dvomih in negotovostih sem rekel, itak je pa študij, 6 let. Pa sem pisal našemu župniku, Francu Škulju, da razmišljam o tem, on je bil silno vesel, me obiskal in tudi on je bil zelo realen stvar. In je rekel, glej, ti, če greš študirati teologijo, greš bogoslovno semenišče, imaš 6 let, ne? 6 let to ni, da je treba kar iz danes na jutri. Ampak in potem se je pa to oblikovalo, potrjevalo ob študiju, branju, premišljevanju, se mi je pa zdelo res, da je to nekaj, za kar je vredno
žrtvovati svoje življenje, oziroma ne žrtvovati, se ga sprejmeš s tem, ne? Se ni kakšno žrtvovanje v tem smislu, da se pač odločiš za nekaj, da si toliko svoboden, seveda potem pa druge možnosti odpadejo. Družina, zakonsko življenje, pa vse tisto, pa matematika, pa študij tega in tega. Čeprav mi je bilo potem, ko sem imel zelo rad filozofijo, ki sem jo potem tudi študiral, še naprej potem v Angliji, ta matematika pa fizika prišla zelo pravno. To ste zelo lepo rekel, da je odločitev žrtvovanje, ne? Žrtvovanje vseh ostalih možnosti, ki jih ne bom dobil ali pa ne bom doživel. Ne? Ja, glede, se je že Spinoza, filozof, zapisal omnis determinatio negatio. Vsaka odločitev je tudi, se pravi, tudi neka omejitev. Ampak ni omejitev v nekem negativnem smislu, namreč, ko se odločim, če sprejmem neko določitev, ključnega pomena je, da jo sprejmem svobodno. Z argumenti, z neko osebno odločitvijo, z neko vizijo, zakaj to hočem. In potem seveda druge stvari ne pridejo v poštev, ampak to ne pomeni, da zdaj človek ni svoboden. Vedno znova se mi zdi, da je resnična svoboda človeka v tem, da sprejmemo tudi neke omejitve, ampak te omejitve so pogoj nove svobode. Jaz se počutim zelo svobodnega, tudi danes. Pa ne bo to, da ko gre za, ko maščujem, ali ko sem študent na fakulteti, ali pa če je v tujini, pa doma predavam, ali pa če je v hribe. Vem pa, da je potem ena zvestoba tisti knjigi Razodetje v Svetem pismu, piše knjiga zvestoba prvotni ljubezni, se pravi, kot to, ko se za nekaj odločiš, temu slediš. Tukaj je duhovniški poklic, pa če sta dva poročena, ali pa če se sam nekdo odloči za samsko življenje iz nekega razloga. Zvestoba neki odločitvi pomeni neko tudi notranjo svobodo. To pa seveda ni nekaj, kar se zgodi samo z neko odločitvijo, ampak je stvar, ki se znova in znova je treba potrebati in graditi. Ja, bi se strinjal. Veliko sem tudi sam razmišljal o teh odločitvah, pa o tem hlastanju po svobodi, ki v modernem svetu to razumemo tako, več kot bom imel možnosti, bolj bom svoboden. Ne? Ja. In v bistvu, ko se odločiš za nekaj, si se sam odrekel ostalim možnostim, ne? In si prostovoljno omejil stvar, ampak to je svoboda. Ker si prostovoljno to naredil. Ne? Ki si naredil prostovoljno z nekim ciljem. Točno tako. Natančno tako, kot ste povedali. To se mi zdi zelo, zelo ključno. Namreč ena znamenje poguma človeka, ne? Pa tudi neke notranje moči, je ravno to, da sprejemamo odločitve. Ker najslabša odločitev je neodločitev. Veste, tisto, ko rečejo, oziroma mi včasih nekje sem prebral, da dobra odločitev je dobra. Slaba je pač slaba, včasih se tudi slabo odločimo. Najslabša odločitev je pa neodločitev. Zato je paradoksalno, ne? Če nekdo reče, jaz se pa ne bom odločil za nič, da sem tako svoboden. To ni, to je suženjstvo svojemu ugodju, ne? Svoji morda nemoči, pa ne da bi hotel zdaj moralizirati, pa soriti, ampak ravno pri tega športnika, ne? Za kakšne treninge se odloči, ali pa nek igralec, ali pa nek pisatelj, ali pa nekdo, ne vem, v življenju, kjerkoli, ali pa en oče, mama, ko ustvarja družino. Kakšna odločitev je zadaj tudi, ne? Tudi tveganje. Vsaka odločitev, naj bo to za duhovniški poklic, zakon je tudi tveganje. Niso stvari kristalno, čist jasno, zdaj bo pa vse super šlo. Zdaj sem preberal v počitniških dnevih malo papeža Frančiška, tole njegovo avtobiografijo, Upanje. Upanje je tako zanimivo, ne? Pravzaprav je to zelo zanimivo delo, ker je prvi papež, ki je napisal svoj življenjepis. On nosi samo uredniki, pa drugi pomagali, ampak pravi, pa je bilo negotovo, pa se je spraševal, pa bo šlo,
pa je šel potem se odločil za jezuitski red. Pa je tam imel tudi kar nekaj težav, pa se je umaknil 2-3 leta, tam mislim, da Kordobo, iz Buenos Airesa, pa potem študij, pa zopet. Skratka, to je neprestana dinamika in tudi tveganje, ampak če gledamo Svetopismo, Abraham je najbolj tvegal. Ni imel otrok, Sara je bila stara, Bog mu pa obljublja, da bo njegov zarod, kolikor je zvest na nebu. Ja, kaj pa zdaj? In kljub temu, da se je zdelo popolnoma nemogoče, se odloči, da sledi Božjemu klicu. Čist nerealno. Če bi gledali človeško pragmatiko, preračunljivostjo, se zdi, da Abraham je pa res ni imel zdrave pameti, ne? Ampak sledi nečemu, kar je več od njega, ne? Tvega in tudi v našem življenju je tako, ne? In tem je po moje tudi ena moč, enega upanja, ene odločitve, pa tudi potem se že pridajo znamenja, da vidimo, se Bog je tudi Abrahamu dal znamenja. Izak se rodi in tako naprej in mnoga druga znamenja, da temu, kar čutimo, da je naša odločitev, sledimo. Da v bistvu človek zaupa. Ja, točno. Ja. Ampak so primeri, kjer je to izredno težko, pa bi rad pol šel še na neke zgodbe iz Svetega pisma, ki so pa meni zmedo mi povzročajo, ne? Ja. Glede tega zaupanja. Ne? Ja. Sploh, če gledamo čez to lečo našega modernega, racionalnega časa, pa poznamo zgodovino. Če bi rekli, vsak mora zaupati svojemu notranjemu klicu, kakršen koli že je, tudi če navzven zgleda nemoralen. Ja. Jaz mislim, da to moramo obsoditi. In tukaj pridemo do te kočljive situacije. Ne? Zaupam nekam notranjemu klicu, navzven zgleda to vsem nam nemoralno, kaj potem naredita, ne? Ja. A veste, kjero zgodbo imamo v mislih mogoče? Ko Bog naroči Abrahamu naj žrtvuje svojega sina, Izaka. In zdaj, če čez to racionalno lečo gledava, ne, imava nekoga, ki ima v sebi neke glasove oziroma znotraj sebe sliši neka navodila, ne? In to navodilo je naj drugemu vzeme življenje, svojemu sinu. Ja. In zdaj težava, ne? Težava, a veste, da ni bilo naključje, čeprav mislim, da naključje ni. Ravno zdaj sem preberal tudi še eno knjigo o počitnicah, ki je vseeno malo več časa za branje. Veliko partnerstvo. To piše en veliki judovski rabin iz Londona in sicer govori tudi o novi, ena zanimiva interpretacija eksegeze Adama in Eve in ravno tega odlomka Abraham Izak. Glejte, popolnoma se strinjam z vami in to, da žrtvuje, da bi moral žrtvovati svojega sina Izaka, je skregano za vso logiko Svetega pisma in tudi Izrael Božjega razodetja od stvarjenja naprej. Namreč bistvo judovstva, če gledamo staro zavezo, potem krščanstva še veliko bolj, je ravno bilo nasprotovanje ali pa argument absolutno proti temu, da se žrtvuje človeka, da se žrtvuje otroke. To so delali poganski narodi, piše Svetopismo, tudi mnogih odlomkih. Torej, in judovstvo je bilo ravno v tem, da žrtvovanje človeškega življenja, pa ne bo za karkoli že, je absolutno skregano z logiko Božjega razodetja in tudi Abrahamovega poklica in stvarjenja in celotne logike Svetega pisma. In potem, mislim, da vsak se piše ta avtor, ta judovski rabin, zelo zanimiv. Pravi, pa kako to potem, da bo kot Abraham nekaj takega zahteva, kar je popolnem nasprotju
z monoteistično religijo judovstva, ki absolutno v začetku, v jedru zavrača kakršnokoli žrtvovanje človeka, otroka, bogovom. In potem pa razloži zanimivo, pravi. To je pripoved, to je en taka arhetipska pripoved, ki ima zgodovinsko osnovo, ampak ki želi poudariti naslednje. Namreč pravi, nasloni se že naprej na poklic Abrahama. Abraham je bil poklican in se pravi, in mu obljubil Bog, da bo tak zarod, kot je zvezd na nebu in kolikor je, da bo imel ne vem kakšne dežele. Abraham ni imel nič. Nič. Zvezd na nebu, otroka je pričakoval, je potem se Izak rodi, to je pa prvi korak, kakšnih področij, ozemelj, nobenih. Izak je moral še kupiti eno, pa Jakob, zemljo od tujcev, da je imel sploh izvir vode. Ampak to je obljuba, ki se uresniči, in tudi pri Izaku, seveda, se pravi, da bi ga žrtvoval, ne gre za to, da bi ga moral dejansko realno žrtvovati, ampak hoče mu povedati, ta sin ti je podarjen, ni tvoja last, ni tvoja last, in ta pripoved želi povedati samo to, ne da bi ga dejansko žrtvoval Bogu, ampak gre za poudarek na tem, zemlja ti je podarjena, čas ti je podarjen, ta sin ti je podarjen, in poskusaj pa ta pripoved, če ga je pripravljen darovati, hoče poudariti samo to, Izak ni tvoja last, Izak ni tvoja last. On ima svoje življenjsko poslanstvo, on je dar Boga. Pri Judih, se pravi, v tem odlomku je to izrazito poudarjeno. Se pravi, da bi se Abraham v jedru svoji biti, eksistencialno zavedal, da je Izak nekdo, ki mu je podarjen. Ta interpretacija se mi zdi razlaga zanimiva, pa tudi spomnim se profesorja Krašovca, Jožeta Krašovca, našega profesorja Svetega pisma, ki smo ga podobno spraševali kot vi. Ja, kaj pa zdaj, ne? Darovanje sina, da bi ga zaklal tam kot jagnje. Tudi on, ampak malo na drug način hoče poudariti, da seveda se to realno, stvarno ne sme zgoditi, ne? Ampak želi pa samo preizkusiti Abrahamovo pripravljenost, ko gre res tako pravzaprav dramatično daleč, ali se zaveda, da ta sin je Božji dar in da ni njegova last. Zanimivo v tej knjigi Veliko partnerstvo razlaga, da je ta odlomek zelo vzgojen tudi za današnje starše, ko mislijo, moj sin tak bo, kot si jaz želim, otrok ni tvoja last. Ja, oče, mati, sta oče in mama tega otroka, ampak ta otrok bo šel svojo pot, drugačno pot, spoštovati je treba, zavedati se, ali pa v eni knjigi zanimivo, libanonski avtor Gibran govori o tem, otroci niso vaša lastnina, so vam podarjeni. Tako da v versih, tudi drugih versih je ta razsežnost zelo močna. Tako da v tem smislu je ta pripoved o darovanju sina Izaka, pa tej preizkušnji za Abrahama, želi poudariti predvsem to. Ja, se mi zdi, sem že večkrat slišal to razlago, pa se mi zdi zelo smiselna. Tudi sam vidim tako življenje, ne? Se pravi, vsak trenutek, ki je pred mano, ga nisem jaz kreiral. Ne? Že to, da se zdaj to dogaja, pa da jaz lahko diham, pa živim, pa vidim, ne? Čisto racionalno, evolucijsko, če gledava, ne? Lahko tako tudi gledava,
koliko stvari se je pred mojim rojstvom zgodilo, da sem jaz zdaj tukaj. Ne? In to je vse podarjeno, to je vse dar, ne? Vključno z sinovi in hčerkami, Ja. ne? Absolutno, Točno. se strinjam. Ampak če sva pa zelo empatična do Abrahama, pa greva res v njegovo situacijo. Jaz mislim, da je to zelo težka situacija za človeka, ki verjame, zaupa, kot sva rekla, ne, pomembno zaupanja, in mu je iz tega zaupanja naročeno nekaj, kar bo povzročilo trpljenje drugega. Ne. To je v bistvu situacija, ki je jaz ne morem nekako moralno, filozofsko razrešiti, ker vemo, kako se je to končalo, ampak lahko bi se drugače končalo. Vse drugače. Mi zdaj za nazaj gledamo in rečemo, kakšna super lekcija. Ne? Ja. Kakšno super lekcijo je Bog dal, tik preden je Abraham želel izvesti umor, ga je ustavil. In je rekel, tvoja lekcija je, da Izak je tebi bil podarjen. Ne? In jaz sem ti to želel dokazati. Ne? Ampak v tisti situaciji, v tistem trenutku je Abraham to želel izvesti. Tako je, ja. In poznam tudi primere, v Ameriki se je to večkrat zgodilo, ne? Ko je mama mogoče umorila svoje otroke. Ne? Na sodišču je sicer trdila, da je Jezus naročil eno, drugo, tretje. Ne? In tako kot sem začel, ne, ta svoj argument zdaj, če se postavlja res empatično v tega človeka, ne, se mi zdi, da ni to rešitev, ne, ta lekcija, ne, da je takrat treba mogoče se enim stvarem zoprstaviti. Ne. In kako se boš Bogu zoprstavil, ne. To mi je nerešljiva uganka. Ne. Ja, gledajte, se to popolnoma se strinjam, neke racionalne razlage, samo ker mi v zahodnem svetu, ko imamo to razsvetljensko misel, imamo racionalno razlago in želimo racionalno utemeljiti. Mislimo, in hvala Bogu, da imamo pamet, da presojamo stvari. Čisto racionalno gledano je bilo to norost in skregano z osnovnim etičnim principom. In če gledamo svetopismo tudi z vso logiko svetega pisma, ker celotno svetopismo, celotno razodetje od stvarjenja naprej se izrazito zoperstavlja proti žrtvovanju, ki so bila pri drugih verstvih. Otrok, predvsem prvorojencev, žrtvovanju ljudi za to, da bi bogovi pa grškim, ko so v grških mitologijah ali pa drugih verstvih, ko imamo to je bilo zelo pogosto. Ampak v tem kontekstu, ne, je morda lažje razumeti, da ko judovstvo Abraham preseka s to tradicijo poganskih žrtvovanj, darovanj človeškega življenja, je pa sam podoben kontekst postavljen. In čisto racionalno gledano ni razlage, ni. In tukaj se mi zdi pa, da v to človeško logiko, samo človeško logiko, vstopa še neka razsežnost, ki je onkraj nas, en smisel, eno zaupanje. In zato je Abraham vstopil iz ravni zgolj človeškega na raven vere. Zato je on zgled, oče vere. Zato, gledajte, pravimo, da so verso Abrahama, tako judovstvo, islam, krščanstvo. Abraham je na nek način vsem trem monoteizmom zgled. Zgled, ko stopi iz človeške logike drugo, Bog to reši, lahko bi bilo, ste rekli, seveda drugače. Če bi se drugače šlo, potem se pravzaprav vse poruši. Potem Abraham, judovstvo, razodetje, Bog Izraela, Bog Abrahama, Izaka, Jakoba nima prav nobenega več smisla. Ker bi zahteval nekaj, kar je pravzaprav proti bistvu Boga.
No, se je zahteval, je, ne? Ja, oziroma, zahteval potem, je. če ne bi ustavil. Ja, če ne bi ustavil, točno. Ja. Če se to ne bi rešilo, bi samega sebe zanikal. Zanimivo. Samega sebe bi zanikal, ker bi moralo iti, ker je končno, če gledamo stvarjenje, je stvarnik življenja, vsega stvarstva, ne samo človeka. Človeka pa na poseben način. In ta človek ima ime, je Adam. Ta človek je Adam, ime ima. In potem žena, možinja, potem pa končno dobi Eva. Eva je ime, ima ime, je nekdo, je oseba in ko je oseba, se ustvari odnos, se ustvari med njima ljubezen. In kljub vsemu, tudi grehu in vsemu, je zanimivo ta poudarek. Mi mislimo samo, poudarek je samo kaj sta naredila, kot Bog želela postati, ampak Bog poskrbi, Bog ima da sukni, poskrbi, da se oblečeta. Takoj za grehom, torej ne obupa nad človekom. Bog brani življenje, zato tudi vse, ne vem, kakšnih stiskah. In zdaj bi bilo popolnoma nelogično, zato je ta pripoved zahtevna, se strinjam. Mi smo imeli toliko vprašanj, osebno sam tudi, ko sem prebiral Svetopismo in še več odlomkov v Svetem pismu, ki so, ampak potem jih je treba postaviti nek kontekst oziroma videti, o čem govori celota in tudi to, kar je sporočila na koncu, da to žrtvovanje, darovanje, uboj ni bil potreben. Je ta avtor, ta razlaga se mi zdela zelo zanimiva. No, sej morda ni nekaj zelo novega, ampak absolutno pravzaprav v neki težki preizkušnji bolečini Abraham je moral trpeti, to se mu je najbrž srce trgalo. Si ne predstavljam, če bi jaz imel otroka, da ga moral zdaj žrtvovati. Ni, uprl bi se, ne, verjetno, ampak naredi se, je pripravljen tudi to narediti, ker ve, da neka božja logika, Bog ima, veroval je, zaupal je, da je neka rešitev, ki je sam ni razumel. No. Se mi zdi, da se Izaka dostikrat v tej zgodbi malo ignorira, ker se mi pa zdi, vsaj kakor sem zgodbo prebiral, tako kakor se je on odzval, pa odzival, se mi zdi najvišje duhovno stanje, ne? On je bil tisti, ki je zaupal, zato ker oče mu je rekel, pridi, morava iti na to goro, in Izak je rekel, v redu. Ste bom sledil, ne? In tudi, ko se je začelo to dogajati, Izak je bil tam prost. In se mi zdi, da Izak je v bistvu mnogo višje bil takrat. On se je prepustil življenju. In svoje življenje je žrtvoval, podobno kot Jezus, ne? Medtem ko Abraham je želel žrtvovati življenje drugega. Izak je pa svoje življenje, ne? A veste, da nisem nikoli tako razmišljal o tem vidiku, ampak natančno tako, če pogledamo to, kar ste omenili, da je ta Izakova pripravljenost, mislim, da je celotno Svetopismo je napoved neke žrtve darovanja Jezusa Kristusa na križu in stara zaveza k temu usmerja od prvega koraka naprej. In Izakova zgodba, da je bil pripravljen, da se prepusti, ja, zanimiv, mislim, prav, ker se vedno ustavimo bolj pri Abrahamu, ne? Ampak končno, tle šlo pa ništo za njegovo življenje, ampak za sina, tukaj pa sin sledi. Ja, se strinjam s tem vidikom, ki ste ga odprli. Zanimivo, ker potem, veste, čim bolj, ne,
Si potem je logika Svetega pisma naprej, če gledamo Abraham, Izak, Jakoba, pa potem svetopisemske osebnosti, preroke, ne? Ali pa enega kralja Davida, ki je svetnik in grešnik, ne? Ko se človek iz tega, da se oklepa samega sebe, svojega ega, svojih razlag, prepusti, ali pa dopusti, da deluje še nekaj več kot pa samo jaz, ne, on, takrat se zgodi en ključen preobrat. Tudi pri apostolih, do binkošnjega praznika so se oklepali, Peter je imel rešitve, to ogenj na zemljo, to bom naredil. Pri binkošnjem prazniku se pa prepusti, ali pa dopusti, ne, da deluje pa še neka čisto druga razsežnost Svetega Duha. Zanimivo, sem hvaležen za tole. Na ta vidik o Izaku bom še bolj se poglobil to, ja. Zelo lepo ste to povedal. Na koncu prepuščanje, dopuščanje realnosti Bogu, da pride, ne? To je zelo, zelo pomembno. Bi pa mogoče, prej ste rekel, prehod iz politeizma v monoteizem, ne? Zakaj je to toliko pomembno, recimo, ne? A bi mi lahko povedali, zakaj je ta prehod bil toliko revolucionaren takrat? Kako vi to razumete? Ključnega pomena je, oziroma ta radikalna, ali pa, jaz imam prijatelje, ki so hindujci, zelo dobri prijatelji, budisti. In se odlično razumemo, tam gre za pravzaprav, včasih se malo pohecamo, ker smo toliko prijatelji, se že lahko pohecamo, da je toliko enih bogov, ne, ampak si ima na koncu pa en ta glavni, če pa drugega ne pa v templu, ne. Zdelo, to, kar je ena odločilna stvar tukaj je, kar je tudi Pascal zanimivo, ki je iskal na tej filozofski ravni, filozofskega boga. Vse je bil monoteističen, ampak potem pa pride do tistega razodetja v noči, tam novembra meseca leta 1654, mislim, da na mostu doživi nekaj, kar je bilo zelo ključno. Boga Abrahama, Izaka, Jakoba. Boga, ki ima ime, osebnega Boga. Razodetega Boga. In to je razlika od politeizma, se mi zdi. Saj imajo hindujske, sem prebral te tekste, Upanišad, vse mogoče. So krasna besedila in moram reči, da fantastično, lepo govori o vseh tudi etični, duhovni razsežnosti, presegati svoj ego, ne, to so posebej se lahko veliko tega naučimo. Ampak pri judovstvu, krščanstvu, Sveto pismo govori pa o Bogu, ki ima ime. Abraham, Izak, Jakobov Bog, se pravi Bog, ki se razdene Mojzesu, Abrahamu, Mojzesu, sem, ki sem, to je tako abstraktno ime, ampak Bog, ki ima ime, in ta starozavezni Bog, če gledamo v Svetem pismu, je še vendarle daleč, ga iščejo. Izraelci niso bili preveč zadovoljni, ne, s tem Bogom, kje pa si, ne? Mojzes je šel na goro Sinaj, oni pa spodaj so si kar zlato tele naredili. Bolj konkretnega Boga, ne? Malika. Ampak potem se še prečiščuje ta podoba, pa preroki, psalmi, ne? Pridigar. Na koncu pa vse skupaj seveda vodi v razodetje, pa se pa ta Bog razodene v Jezusu Kristusu, odrešeniku, učlovečenem Bogu. To je pa še več, to pa ne samo, da se razodene na gori Sinaj, v puščavi, prerokom, ampak je pa ta Jezus Kristus kot
človek, kot dete, rojen v Betlehemu. Marija. Saj Marija ni razumela, kako se bo to zgodilo, moža ne spoznam. Toliko vprašanj, ne? Jožef nič ni razumel, kaj naj Marijo vzame v sebi noseče, kako. Torej, oba imata ogromno vprašanj spet. Pa razodene potem angel, da bo spočelo od Svetega Duha. Tudi Jožefu pojasni, kako je bilo z Marijo. Pa potem beg Egipt, spet čist nelogično po rojstvu, takoj bežati, pa spet sporoči angel. Ampak kar je bistveno tukaj je učlovečeni Bog, ki ima ime Jezus Kristus in 30 let potem praktično ni nič, se o njem ne govori, govorimo samo o 12-letnem Jezusu v templju, beg Egipt, ampak potem pa javno delovanje, krst reki Jordan in ta je pa osebni Bog, Jezus Kristus, ki vpraša apostole, kaj pa vi pravite? Ne, kaj ljudje pravijo, najprej to. Kaj ljudje pravijo? Kaj pa ti praviš, Peter? Kdo sem? Se pravi, ljudje so govorili o Jezusu, Ja. in apostoli so vprašali Jezusa o teh govoricah, pa o tem, kaj govorijo, ne? Ja. In Jezus jih vpraša tudi apostole, obratno tudi pa reče Jezus, kaj pa pravijo, ne? Pomu pravijo, da je Elija, da je ta. Potem pa Jezus vpraša Petra, Peter, kaj praviš, kdo sem? Kdo sem? Se pravi osebno vprašanje. Torej, gre potem pa za ime. Ime je ključno, ne? Se pravi, ko je pa ime, pomeni pa, da gre za nekoga, osebo. In sej za apostole je bilo to težko, ker je bil Bog in človek. Zdaj so ga videli predvsem tudi kot človeka, naredil je čudeže, govoril marsikaj. Ampak tudi potem še do velike noči, ne? Velika noč, trpljenje, popolnoma pravzaprav so čisto razočarani. Potem velika noč, Jezus umre na križu, molk velike sobote, molk izraža pravzaprav tudi čas, v katerem živimo, molk Boga, odsotnost Boga, vsega je konc, ne. Oni so to videli kot poraz, kot negacijo tega, da je on Čisto Bog. negacijo. Ja. Pravzaprav je to, se uresniči, kar je Nietzsche zapisal, ne, Bog je mrtev. Bog je v grobu mrtev. Mi smo ga pokopali, ubili. Ampak Nietzsche potem takoj zakliče, a ni postalo nekam hladno, tisti vlažen brez začutiš, ne? In potem, apostol na poti Emaus, se jima Jezus pridruži, pa ne veste, da je vstal od mrtvih. Se sprašujeta, pa a ti edini ne veš, da je vsega konc? A ti edini ne veš, da je vsega konc? Potem Tomaž, ne verjamem, ni bil zraven, ko je prvič prišel. Tomaž pravi, ne verjamem, jaz bi rad videl njegove rane, jaz ne vem, kdo je to. Ja, jaz moram na svoje oči videti. Tako, empirično bi rekli danes, z razlago. Potem, če gledamo tudi druge primere, recimo pride Marija Magdalena, ženske so bile najbolj korajžne, so prve prišle v grobu, joka, vidi mladeniča, ki je bil v belem oblačilu, ki je bil v resnici Jezus, pa ga ni spoznala, joka, žalosten je, kje je moj Gospod, hotela ga je, se pravi, maziliti oziroma počastiti v grobu in ga ne spozna, joka, se pravi, totalno razočaranje. To je bilo res, to je bilo, po moje, se mora človeku kar srce trgati, kot se nam časih tudi, ne? Ker nimamo nobene razlage, kje si Gospod, ne? In pokličejo po imenu. Nekdo, tisti v belih oblačilih, jo pokličejo po imenu in onega po imenu pokliče učenik Jezus. Tako je, Gospoda. Se pravi, ta razlika in tudi, ko se zdaj pa čist ne samo šolsko, ampak ko se pogovarjamo z drugimi, predvsem s temi prijatelji, moj sošolc je
iz Indije, iz juga Indije, ker je sicer kristjan, katoličan, ampak imamo pa veliko prijateljev, ki so hindujice, pa budisti in se včasih malo pohecamo, pa pravijo, oni vidva imata privilegij, ne? Ker imata samo enega Boga, pa ga po imenu kličeta, ampak hkrati je pa tudi slabo, mi jih imamo pa več, pa se na vsakega obrnemo lahko posebej, še na večjih. Skratka. Ja, zanimivo. Kaj pa bi rekel za budizem, ne? Kaj ste rekli, imate tudi budistov veliko prijateljev, ne? Ja. Tam pa Boga sploh ni izpostavljenega, ne bom rekel, da ga ni. Ja. To je težko reči sploh, ne? Treba najprej sploh definirati, kaj mislimo, kateri z besedo Bog, ne? Ampak ne izpostavlja se ga. Ja. In to je en tak, se pravi, imamo vire politeistične, monoteistične, pa nič od tega, ne? Ja, pa nič. Budizem je seveda, to je kaj Buda, njegova misel, njegov vzgled, se pravi, češčenje. Glejte, zanimiv, ampak to je pa še drugače, no, to je pa še drugo, je pa konfucianizem, ne, na Kitajskem, z njimi, s Kitajsko zadnjih 15 let veliko sodelujem. Ampak tudi, veste, tudi pri budizmu ni, saj čist teoretično, filozofsko, na ravni religiologije morda ni tega, ampak tudi budizem ima neko transcendenco, sicer zelo abstraktnem smislu, zelo nedoločljivo, ampak vendarle usmerja v neko presežnost. Meni so tudi, redgen tudi budistične templje, če sem po svetu kjerkoli. In lejte, na Kitajskem je veliko budistov, v Južni Koreji tam vedno, ali pa na Japonskem tudi, no, čeprav tam so še tudi drugi, ampak imajo tudi te molitve, to, kar imajo v templjih, bogovi, posikave, ker seveda imajo tudi iz hinduizma marsikaj vključenega, tako da tudi tam je pa res, da je potem velikokrat pri tem že bolj če pri hinduizmu, ki je častitljava starost, ne tisočletja, še za veliko bolj metafizično, presežno, neobvladljivo razsežnost, gre tukaj morda bolj za ta človeški vidik, bolj človeško filozofijo, kot je recimo konfucianizem pa sploh, ne, to je pa pravzaprav bolj že filozofija, ne, čeprav ga težko primerjamo spet z budizmom. Ampak imajo ta verstva, veste, eno tako razsežnost, ki kažejo ta svet, materialni svet, planet, na katerem živimo, ni edina razsežnost našega bivanja. Ampak kaže onstran, preko. Kako kaže, kako usmerja, je zelo, zelo različno. Je pa res, da je včasih potem ravno zaradi tega, zato boste pri budizmu tudi v različnih smereh, odvisno, kje se srečate, videli, ali pa srečate zelo različne poudarke, ne? A bo to na Kitajskem, a bo to na Japonskem, a bo to na Južni Koreji, a bo to v Indiji, ali pa drugod v svetu, če pa pride v kakšni obliki k nam, ne, v Evropo, pa Ameriko, tam ga pa, to se pa strašno, nekako kakšno reinkarnacijo, recimo, ne, če tam reinkarnacija, da se osvobodi tega, prečisti bivanje, prečisti in se potopi v božanstvo, ne, je reinkarnacija, pojmovanje reinkarnacije in tega budisti nočejo slišati o Zahodu nikakor, ne, ker to že na meji sekte vse skupaj pogosto, kar se pojavlja pri nas, namreč pa oklepanje življenja, če pa zdaj ni šlo, bo pa drugič šlo, bo pa druga žena, pa drug mož boljši, pa ta boljši, pa bom zdaj uspel, ker je drugo misel imamo zadaj, ne. Pa mislite, da je vsa ta, vsaj velika verovanja, dajva reči, govorijo o isti stvari, samo lupina je drugačna, pristopi so drugačni, zgodbe so drugačne, ali mislite, da gre tukaj za neke fundamentalne razlike tega jedra, da je jedro drugačno, ne? Ker
midva se zdaj pogovarjava, jaz ne delim recimo vseh verovanj, ki jih vi, ampak se popolnoma razumeva. Ne? Prej sva govorila o temu, da se človek prepusti, da se zaveda, da vsak atom ali pa karkoli drugega še obstaja, kar nismo zaznali, ni naše, da nam je bilo podarjeno. Se mi zdi, da je to isto jedro. A ne? Samo mogoče jaz pridem z drugačnimi zgodbami do tega jedra, ki je enako. Mene je to vprašanje, ki ste ga zdaj omenili, od gimnazijskih let silno zanimalo. In do zdaj vam lahko potrdim, kar sem osebno premišljeval, ne samo študiral, osebno premišljeval, je, da gre za isto jedro. Isto jedro. Absolutno. Da gre za isti vrh, veste, kot na Triglav imamo Tomiškovo, Bambergovo, Onopot, ne vem, Zdoliča, Planike, Plezalna, Slovenska. Gore pa vrh. In to se mi zdi, da je, pa tudi na ravni te osebne izkušnje, ko se s temi verstvi, se pravi monoteističnimi, z Judi, ko se srečujem, muslimani recimo, ali pri nas, ali po svetu. Indije je kar veliko muslimanov, tudi tam smo, ali pa v Evropi smo na kakšnih konferencah skupaj, ali z našimi muslimani v Sloveniji. Mi se res lepo razumemo. Vse kakšne interpretacije, tudi pri islamu, kot je v krščanstvu, so fanatizmi lahko, hudi fanatizmi. Kot ste prej omenili, lahko gre za neke skupinske samomore, neka fanatična žrtvovanja, ampak to ni jedro evangelija. In tudi z Judi občudujem to njihovo misel, globino, odločitev, poslanstvo. Potem pa tudi z verstvi, ki so recimo v azijskem svetu. No? En drug moj zelo dober prijatelj je na Kitajskem, Pekingu predavam pa Makau, to je ena katoliška univerza, pa tudi državna univerza. In mi je silno zanimivo, ker je vedno en konfucijanist, pa en, s temi smo predvsem, tema dvema smo predvsem prijatelji, pa en, ki je taoizem. To je taka mistika, si mislim, pa tudi tako asketa, veste, in si rečem, mislim, tukaj pa res, kot ste rekli, v jedru smo mi skupaj. Seveda, kot kristjan, kot duhovnik, kot kristjan lahko rečem, mi o tem se tudi pogovarjamo, tukaj gre za razodetega Boga. Se pravi, še ta poudarek je, Jezus sam se razdelil, Bog se sam razdelil, vstopil v človeško zgodovino. Tako da imamo kar en privilegij, ne? Ampak, čeprav pri enem konfucijanizmu, hinduizmu ne gre za to, da bi Bog sam vstopil, odrešil, pomagal, ne? Odrešen, rešiti iz tega sveta, ker človek tega sam ni sposoben. V budizmu, hinduizmu gre za rojevanje, ponovno rojstvo je drug način, bolj za samo odrešenje morda, ampak v principu pa gre za to, da človek ni samo materija, človek ni samo biološko bitje, ni samo nekaj, kar lahko zmeri stehtaš, ampak je v sebi nosi neskončne, ali pa eno iskro večnosti, ne? Večnosti. In kako pa to izraža, je pa tukaj so, veste, še afriške religije, animistične, to se nisem nikoli toliko poglobil, ker sem bil manj tam, ker najbolj všeč mi je, če se s temi ljudmi srečam, veste, pogovarjam. Recimo, ko se pogovarjam v kakšnem konfucianističnem templu, v Tajpeju recimo je bilo, na Tajvanu. Ja, to je, veste, res taka mistika. Pa ko sem te poslušal njihove duhovnike, se srečeval z njimi, enkrat so bili še na obisku v Ljubljani in so imeli tudi predavanje na teološki fakulteti, pa na filozofski fakulteti. Ja, sem bil zelo za to, da pridejo, si so jih na povabilo nekega drugega inštituta prišli, ampak to je res izjemno lepo. Tak, eno
Vsej morda malo svetobežno, ne? Potopiti se, bežati z tega končnega sveta, ker krščanstvo je pa inkarnacija. Mi smo za ta svet odgovorni, je naša priložnost, možnost. Čeprav potem ugotoviš, da vendar je tudi tam je ta odgovornost, recimo tudi v budizmu, hinduizmu, pa teh verskih, vendar je zelo močna. Pa veste, kateri vidik mi je še zelo všeč? Močan poudarek na skupnosti. Skupnosti, pa ega se reševati, ega. Čim bolj se osvoboditi tega jaz, kar je naš evropski, ameriški problem. Jaz. To je ena prigoda v tej knjigi, tudi napisana pripoved, taka anekdota Judje ima, taka vedno zanimive stvari. Je prišel en učenec k rabinu, ne? Pa mu rekel, da z Bogom nima komunikacije, kot da je Bog daleč, da ga ni, da je vse skupaj brez veze in tako naprej. Pa mu reče ta starejši rabin, daj ti tole napiši, ne? Napiše na en list, ga da rabinu, rabin pogleda in 10-krat počrta eno besedo in sicer jaz. Vse si začel z egom in tukaj ni rešitve, ne? Ja. Jaz se strinjam, glede tega. Jaz, moj in mene je verjetno srž vseh problemov. Ja. Jaz, moj in mene. Ja, točno. Ja. Ker tam bo pa mi, ne? Mi bomo naredili nekaj, mi se bomo potrudili, odgovoren sem. Vse prihaja, tudi tam miselnost včasih se spreminja, ampak v principu, ne, pa je pa to nekaj, veste, ko ste omenili tudi druge religije, če smo majčkeno odprti, ne, se toliko lahko naučimo drug od drugega, zato je Janez Pavel II. In tudi papež Frančišek zbral različna verstva v Asiziju, Frančiškovem kraju. Pa smo nekateri očitali, kaj pa zdaj to, mi kristjani, ne, pa bomo tam družili se z ne vem kakšnimi vsemi drugimi verstvi, ampak v principu, v jedru je šlo pa za to, kar ste prej omenili, ne, da v jedru, v biti, osnovni tem religiozni sporočilu, pa ne samo to. Protestantski teolog Hans King govori o etičnem humusu teh religij, ki je pa skupen, enak življenje, spoštovanje življenja, dostojanstvo, pravičnost, solidarnost, se pravi, ta etični humus, pa zlato pravilo se povsod, kar želiš, da bi tebi storili, stori tudi ti drugim, ali pa kar ne želiš. Pa je v evangeliju, imamo v drugih verstvih to zlato pravilo. Ponovi ga potem Kant svoji filozofiji, svoji slavni etiki Kantovi, ponovi ta zlato pravilo, pa zvezdnato nebo nad mano, pa moralni zakon meni. To je zvezdnato nebo, razsežnost presežnega, moralni zakon je pa v jedru biti vsakega človeškega bitja, ne glede na prepričanje, ker je nekaj absolutnega, ker bi bilo popolnoma krivično reči, ta pa ne hodi k maši, ta pa ne more biti dovolj pošten, to ne gre, ne. Etični princip je v človeku kot človeku, ne. Ja, sej se mi zdi, da nesposobnost upoštevanja zlatega pravila se skriva točno v jazu, ne? Zato, ker ne moreš biti fokusiran na drugega, ker si nase toliko fokusiran. Ja. Pa kaj tebi manjka, ne? Jaz imam prav, glede česarkoli, avtomatsko ustvari sovražnike v drugih, ki drugače mislijo o tebe ali pa drugače verjamejo, ne. In tukaj ni rešitve nikoli in nikoli je ne bo in zgodovina je priča tega, se mi zdi. Ja, točno, to je tako odločilno, kar ste omenili, ko se nekdo vrti okrog jaza, samega sebe, tudi izgublja neko moč,
korajžo, upanje, veselje, postaja apatičen, ker vidi, da slej ko prej pride do propada, ker ne bo tako šlo naprej. Človek je bitje odnosa in ko vstopi v odnos, ko tvega odnos, v odnosu smo tudi judovski filozof Levinas pravi, ko vstopimo v odnos, posebej, če imamo nekoga zelo radi, smo najbolj ranljivi. Najbolj. Tvegamo. Pa kako tvegamo? Ne samo pri Bogu, tudi pri človeku tvegamo. Čim bolj se mu približamo, zaupamo. Ampak tukaj se odpira tudi ena radost bivanja, ker je človek tako ustvarjen. Tudi drugi, ne vem, zakaj imamo zdaj toliko teh, se pravi, bolj judovske filozofe navajenci, so tudi drugi, seveda Martin Buber, ki ga tudi študentom večkrat poudarjam, pravi, da je srečanje z bližnjim sakrament, odgovoren sem za bližnjega. Ali pa bližnje, ne, ko ga pogledam v obličje, na obličju bližnjega je sled neskončnega. Ta misel se mi zdi, pa se včasih mislim, sled neskončnega, nekom se pač ne strinjam, pa je drugačen, pa je tak, pa si pa rečem, sled neskončnega. Papež Frančišek, pa Sveto pismo nam poudarja. Na koncu pa moramo pomisliti, ustvarjen, vsakdo je ustvarjen po Božji podobi. In to se razodeva na tak drugačen način. Včasih je bolj zakrito. To je naš profesor Janžekovič, ki je predaval pred leti ta predmet, ki ga zdaj na fakulteti tudi sam predavam, teodicejo, filozofije, religije. V svoji knjigi Smisel življenja govori o tem, včasih pravi, sem na koga tako jezen, da bi ga dobesedno, to besedo uporabi, pregrizno. Da nikamor, ne? Mislim, bi pa res ne tista jeza. Potem si pa rečem, ne morem, ne smem, Božji otrok je. A se z njim strinjamo in ne? Božji otrok je. Amen. Potem pa še naprej gre pa pravi, kaj pa on, ko name pogleda, kaj sem pa jaz za njega, lahko sem pa jaz še hujš kot on. Skratka, želim poudariti predvsem, da bi, veste, v tem času, v katerem smo, pa se mi zdi še posebej pomembno, ko so govorila o zaupanju, odnosu, neke digitalne osamljenosti, digitalne izoliranosti. Ekstremen individualizem. Ja, individualizma. Zame je pri liberalizmu to je ena najhujših stvari, zapiranje v svoj jaz, vrtenje samo okrog jaza. Ja, človek je individuum, posameznik, ima svobodo, spoznanje, hvala Bogu. In to je prednost, velika prednost razsvetljenske misli, da je to poudarila, ne? Ampak samo vrtenje okrog svojega ega pa človeka uničuje, ker človek je bitje odnosa in ko vstopimo v odnos, ko smo v skupnosti, ko smo v občestvu, takrat smo močni. Papež Frančišek mi je bil zelo simpatičen, njegova besedila sem z veseljem prebiral v okrožnici, vsi bratje govori, prav to besedo spet uporabi. Tam, ker je druščina, je življenje, ker je odnos, ker smo skupaj, nihče ni otok. Sreča je v srečanju. Tako, točno. Sreča je v srečanju. Ko sem pa jaz, samo jaz, moj kapital, moja moč, moja funkcija, tam je pa smrt. Veste, prav tako napiše, tam je pa tema. Sem rekel, Papež Frančišek. Pa je on to doživel, mislite, da je lahko o tem tako napisal? Ja, a veste zakaj? Točno to. On je zelo osebno pisal, ni teoretično. Doživel je namreč, kako je poudarek, velik poudarek na skupnosti v Argentini, v tem svetu, tudi v azijskem, posebej pa še v južnoameriškem svetu, skupnost. Pa tam piše, če drugega ne pa nogomet, ne samo lidovski nogomet, ali pa petje, ali pa karkoli, pa je skupnost. In da je tako poudaril ta kontrast do moči,
ega, jaz je predvsem njegova izkušnja evropskega, ameriškega sveta, zahodne družbe. Zahodne družbe, ker že ko je bil na študiju v Nemčiji, pa tudi seveda kot nadškof je imel veliko srečanj, posebej še potem pa, ko je bil 13 leta izvoljen za papeža, je pa še bliže, ko se srečal s predsedniki takimi in drugačnimi škofi iz tega sveta, z drugimi, pa še bolj natančno odkrival, kako je problematično to poudarjene. Te tri stvari ima vedno človeški ego, jaz, moč, jaz imam moč, ker imam kapital, ker imam funkcijo, in četrto pa uživaj, enjoy the life, tako. Tam pa, ker je vse skupaj tole bilo prazno in te ne napolni, moraš pa narediti nek nadomestek, ki bo to zamašil, pa ne more napolniti tega, ne. Po moje je še bolj poudaril to, ko se je srečeval s to družbo tudi med študijem Nemčije, veste, enega avtorja, enega Zygmunta Baumana, citiral, imamo tudi kar nekaj prevodov v slovenščino v zadnjih letih, in sicer o postmoderni etiki, in ta Bauman govori o radikalni izkoreninjenosti človeka, je povsod pa nikjer, ena taka fragmentarnost, pokojni profesor Sobuter bi rekel, raztreščenost, ne? Nikjer nisi v celoti, in poudari še, ker ni skupnosti, ker ni občestva, ker ni odnosa, tam ni življenja. Bauman izredno poudari, da skupnost, odnos, bližnji, takrat, ko sem v tem odnosu, ko sem v skupnosti, ko sem z nekom in za nekoga, z nekom in za njega, takrat živim pravzaprav v resnici. No. In mislim, da je po moje, je že, ko je bil v Nemčiji, ne, si predstavljate, da je pride iz argentinskega sveta v eno evropsko, si bral je verjetno bez študije, že knjige, potem v Rimu, ampak po mojega pa tudi ta izkušnja še posebej tudi lahko oblikovala, ko se je srečeval zahodno družbo, še čist konkretno, ko je tu živel, kaj to pomeni ta egocentrizem ali pa egoizem človeka. Ja, se je zelo zanimivo, sploh ta tematika, ker večji del te zgodovine, a ne, po recimo Jezusu ali pa po monoteističnih religijah, je zelo baziral naše življenje tudi okoli vere in obredov in skupnosti. A ne. Pa ste omenil Nietzscheja, ne, ki je izrekel ta slavni stavek, a ne, Bog je mrtev in mi smo ga ubili, ne, kaj bo zdaj prišlo namesto tega, in se mi zdi, da nimamo dobrega odgovora kot družba, ne? Oziroma častimo mogoče glih to, nek ta kapital, denar, pozicijo, moč, ne? In je to neko božanstvo ratal, ali pa tudi znani, uspešni, bogati ljudje so na nek način postali božanstva, ne? Se mi zdi, da, ne vem, če si predstavljava neke najstnice, gledajo neko pevko na odru, to je občudovanje, ali pa celo onkraj občudovanja, to je čaščenje neke osebe, ne? Božansko čaščenje. Ne? In se mi zdi, da je to zaradi te vrzeli, ki je družba ratala manj verna, manj se ukvarjamo z obredi, ne? In me je čist presunil zanč, jaz grem recimo enkrat na leto, grem k maši, pelem babico na Brezje, ali pa sem slučajno tako nekje, ne. Ko pa potujem, pa vedno grem v cerkev, ne. Že zaradi umetnosti in vsega, zgodovine mi je to blizu. Sem pa zanč bil prav pri maši, ker se je moja načakinja krstila. In sem bil v enem manjšem kraju v Sloveniji. In sem se usedel in cerkev je bila polna, bila je nedelja. In od spredi so bile te družine teh otrok, ki so se krstili,
in mama in oče, ne, in so bili dojenčki in lepe oblekce so imeli. No, zraven njih je bil pa ta prostor za starejše posameznike, ki so na vozičkih, a ne, se pravi, so čisto spredaj. Ja. In ko sem gledal cel ta prizor, ne, to je bil zdaj nek obred sprejemanja novih članov v to skupnost, ne, nekih malih članov, in sprejemali so jih te zelo starejši člani, ne, in so jih gledali in podpirali in energetsko sem čutil, da se dogaja nek obred, nek sprejem, ne, in se generacije se menjajo in se daje prostor novim. In se mi zdi, da smo to zgubili. No, tako sem prav razmišljal, ker sem to redko v cerkvi, da sem začutil to skupnost tam in pomembnost te skupnosti. Ne? Sploh za starejše ljudi, če bi bili oni sami doma, nepokretni na vozičku, ne? To ni dobro življenje. Ne? Tja pa prideš nekam v neko ustanovo, Točno. nekaj te druži, ne? In se mi zdelo izredno lepo. Ne? Izredno lepo. In ne vem, kako bomo to rešili v modernem svetu. Ker mogoče sem še to dodam, moje mnenje ni, da bi bilo dobro, da gremo nazaj v to, kar je bilo v preteklosti. Ja. Se pravi, vsi smo iste vere na nekem področju in naše življenje je prežeto s tem. Ja. Jaz mislim, da to ni niti realno. Ne? Ampak čaščenje ikon na odru, pa na socialnih omrežjih, se mi tudi ne zdi prava pota. Ne? In zdaj se sprašujem. Ne? Ja, gledajte, to, kar ste omenili, da gremo nazaj nekaj svet, ki je bil itak ne moramo iti, pa tudi ne bi bilo dobro. Se popolnoma strinjam. Niče, ne, Bog je mrtev, veseli znanosti, ko o tem govori. Pravzaprav potem pa, če beremo še druga Ničeva dela, Niče pokopava neko podobo Boga, ki je napačna, moralističnega Boga, smeš, dogmatističnega Boga, neke abstraktne kategorije. Če Ničeja potem bolj natančno beremo, včasih delamo veliko krivico Ničeju, ker se ga interpretira zelo, zelo poenostavljeno. Ne, da ga pa hotel narediti zelo vernega, kar naenkrat, pa niti ga ne moreš narediti za nekega teista, ker ni. Niče govori tako lepe stvari o Jezusu Kristusu, o niti ene slabe stvari, ne, o Pavlu, duhovnikih, svečenikih, cerkvi, pošteno spuca vse skupaj nas. Ampak o Jezusu, o evangeljih pa niti ene slabe stvari. Tako da se razlagalci, taki in drugačni, strinjajo v glavnem, da pokopava neko podobo Boga, ki je zgrešena, moralističnega Boga. In to moramo tudi pri sebi, tudi kristjani, ne? Lejte, ko se pojavijo fanatizmi, ali pa se nekdo kar z nekim svetnikom pogovarja, pa kar nekaj fantazira, pa nekaj prerokuje. To ni noben Bog. V teh človeških, tudi žal med kristjani, je veliko, tudi katoliški cerkvi, je toliko enih takih manipulacij, fanatizmov, raznih antropomorfizmov. Zato ni čudno, da je Janez Pavel II napisal okrožnico skupaj s filozofi, teologi, vera in razum, kako potrebna je zdrava pamet. Če ni dve krili, če ni krila razuma, vera lahko postane res nek ekstremizem. Hkrati pa seveda tudi razum potrebuje vero, eno in drugo. Ampak kar želim povedati je predvsem to, da čas, v katerem smo, bo odpiral neke nove možnosti, tudi na duhovnem področju, kako se bo to izražalo, ni jasno, ampak meni je jasno, je pa saj tisto, kar sem globoko prepričan, je pa naslednje. En kanadski filozof Charles Taylor, en moj študent je delal doktorat iz njega in Matjaž Muršič, in sicer govori o sekularizaciji, odsotnosti Boga, tudi smrti Boga, ni več prostora za ono krščanstvo, verovanje, da smo bili vsi šli v cerkev in se je določilo naše življenje.
pravi, ta čas, da se je to zgodilo, ni nič tako slabega. Morda pa je neko obdobje, čas, da se bo ta duhovna razsežnost človeka pokazala na bolj pristen, iskren način, kot ga živimo danes v tej eksistenci, v tem bivanju, v tem času in prostoru. Veste, neka nostalgija pravi, vračanje na ne vem katero stoletje je brez pomena. To je zgodovina, iz katere se lahko veliko naučimo. Hkrati pa pravi pa tudi razmislek, kaj pa je bilo pri verovanju. To govori tudi o cerkvah, uradi in strukturah. Ne? A je bila struktura, tudi katoliška, pa katerakoli druga cerkev, pomoč ali ovira za duhovno življenje? Se ne, da je bila vedno ovira, to bili krivični, ampak lahko je bila pa struktura tako nekam zakoličena, taka barikada, da Bog ni imel nobenega prostora noter. To pa je velik problem. Torej je lahko, to je tudi velik izziv za cerkev. Ali smo tako zaprli se v svoj sistem teologije, sistem struktur, služb, da Bog nima kaj. To smo pa svet, veste, pri tem človeškem egu. Ker imam jaz postavim stvari, jaz imam strukturo, jaz sem škof, jaz sem župnik, jaz se odločam. Nič jaz ne odločam. Ampak sem tukaj zato, da tudi sam iščem in spodbujam nekoga, da se bo osebno, svobodno odločil. Ker če tega ni, svobodo drugega je treba absolutno spoštovati njegovo odločitev. In na tem področju se mi zdi, da je pa zdaj, kako se bo odvijalo naprej. Prepričan sem samo v nekaj, to pa osebno, z mnogimi ljudmi, ki so zelo različnih prepričanj, doma in po svetu, da ta kalj duhovnega v človeku je. Metafizično je, človek je metafizično bitje. V to sem globoko osebno prepričan, ne samo teoretično. Kako se bo to izražalo? Iskalo bo nove načine, oblike. Ključno je, da so pristne. Meni se zdi pri tem zelo pomembno, da spoštujemo neko pluralnost pogledov, verstev, duhovnosti, da ne bo tukaj manipulacij, da bo zdrava pamet na vseh, pa ne gre to za monoteistične, pa za druge religije. In da se bomo zavedali predvsem nevarnosti, ki pa so, kot ste rekli, teh idolov, oziroma se mi zdi to, kar bo danes zelo močno oblikovalo, je vprašanje umetne inteligence, ChatGPT-jev, takih botov, onih, veste, ljudje so po 3, 4, 5, 6, 7 ur na dan za tem, ko ga to odmakne, odnese v nek nerealen svet, ki ga ni. In kaj je na koncu? Na koncu je to ta digitalna osamljenost, ki je temeljni evropski problem, ameriški problem. To ga uničuje, potem pa seveda ta človek razmišlja o nekem transhumanizmu, o nekem transhumanizem ne govori o realnem bitju, govori o nekem bitju, ki je stvar neke umetne inteligence ali pa neke znanosti, take znanosti, ki ni tista, ki bi morala biti, ne. Znanost, hvala Bogu, da imamo, je veliko pomoč nam, ne. Ampak transhumanizem, ne. Ja. Kam bomo šli? Onkraj? Ja, želimo biti Bog. Točno? Sej, to je že celo zgodovino konstantno. Prav, to ste kot Bog. Rešilo me bo to, ko bom izmislil si neko podobo človeka. Nesmrtnost tudi, pa, pa moč, ne, skozi. To me, veste, bolj, zdaj pa tudi sam vodim eno komisijo za etiko v Bruslju in se pogovarjamo predvsem to, kar evropska zakonodaja tudi sprejema. Glede umetne inteligence. Ja, in imamo vprašanje tudi duševnega zdravja, na tej čist obče človeški ravni. In to pa sodelujejo zdravniki, pravniki, moralni teologi, genetiki iz cele Evrope. 27, približno 30 nas je v tej ekipi.
In ravno v teh dnevih prebiram, ko pripravljamo en dokument in so različni ljudje. Najbolj zanimivo je, da je ena izkušnja pa enega profesora iz Portugalske, Italije, onga recimo iz Poljske, ki je malo drugačen pogled. Ampak jedro vseh teh misli je pa zanimiv. Pogosto strašna osamljenost, sam, jaz, ko se človek postavlja na mesto Boga, in umetna inteligenca, ki seveda, hvala Bogu, da imam umetno inteligenco, ampak umetna inteligenca, ki najprej strahovito osami človeka, ker bo sam z neko aparaturo. Sintetičen odnos. Sintetičen. Potem pa uničuje človekovo ustvarjalnost. Ustvarjalnost. Zdaj bi radi celo razmišljali, če iščejo Angleži ene rešitve, je poslal Anglež, če umetna inteligenca čustvuje, ima čustva, smisel. Pisal je prav, pri tem nisem bral, sem kar gledal in to so raziskave, ne, prav delajo. Zanimivo, ja. To se mi zdi, mislim, to pa je tisto, kar človeka odpelje v nek svet, potem pa ti idoli, ki so na raznih aplikacijah, ne, ko ima toliko všečkov, toliko tega časti, onga časti, svojega življenja v realnosti pa ne sprejme, se ga ne veseli, ker se ne upa, ali pa nima dovolj moči, da bi vstopil nek odnos, da je z nekom, gre v hribe, nogomet igra, moli, gre na potovanje, romanje, kamorkoli. Ne. To me pa, to zapiranje v nek imaginaren svet, človek ni algoritem, ne. Ni algoritem, neskončno več od tega. Algoritem nam pomaga lahko, hvala Bogu, da ga imamo. Ampak to ni to. Človek je biti odnosa, smisla, dvoma, vprašanj. Ne smemo zatirati njegove radovednosti, vedoželjnosti, tudi naporov, ko gre recimo na en hrib. Zato rad najdem, rečem, dajte se ukvarjati s športom. To bo tudi neka disciplina, je pa glasbo, umetnostjo. To spodbuja tega duha. Ja, se strinjava in začela sva pogovor z omejitvami, odločitvami in se mi zdi, da realnost je taka, kot jo jaz zaznavam, je polna omejitev. Jaz sem omejen, ne morem vsega dobiti, kar bi si želel in največje darilo je, da ne dobim vsega, kar si želim, ampak tako, kot sva prej rekla, mi želimo biti Bog in Bog pa nima omejitev. In mi želimo biti ta, ki nima omejitev. In zato kreiramo stvari, kjer so omejitve navidezno manjše. Ne? Če imam jaz dekle ali pa partnerko, ki ni prava oseba, je umetna inteligenca, ona mene ne bo mi omejitev povzročila. Ja. Rekla bo tisto, kar jaz želim, da mi reče, ne? Ampak to je pekel, ker ni resnica. Ne? Ja. Točno, ja. Z pravo partnerko imam pa težave, pa se ukvarjam, pa hodim na ta hrib, pa je težko. Ampak če pridem nekam, ne, kljub omejitvam, ima to veliko večjo vrednost, kot če sem na isto mesto prišel, brez omejitev. Ne. Se mi zdi, da se tega ne zavedamo. Kreiramo svet in potiskamo obdobje v ekstrem. Ko sprejmemo tudi svojo končnost in tudi omejitve, prejte že prostor čas, katerem smo. Sveto pismo govori, da je življenje kot let ptice mimo okna. Ne? Smo pa nismo. Mi mislimo, da pa absolutno vse odvisno od nas. Kje pa? Ta absolutizacija svojega bivanja, malo relativizacije je zelo potrebne, te otroške tudi brezskrbnosti, hkrati pa, če to pomešamo, da če človek sebe postavi na mesto Boga, ali pa želi postati to in želi ustaviti čas, želi, ne vem, neke razsežnosti, ki jih realno ni, sebe strahovito muči, uničuje. Ena od temeljih stvari, pa ne da bi govoril sem kot kristjan, ampak čisto človeških je,
da sprejmemo tudi krhkost, minljivost svojega bivanja, pa tudi, da smo nepopolna bitja. Ko to sprejmemo, ovrednotimo, ko to predelamo v sebi, bomo tudi svoje stranpoti, padce, ki se zgodijo pri vsakem človeku, iz tega se lahko veliko naučili. Bomo videli, da nič ni brez razloga, majčkeno bolj iskreni, ponižni bomo, pa z nekem realnem življenju bomo štartali naprej, to pa bo odprlo en mir, eno notranjo srečo, ker bomo to pri sebi sprejeli, pa tudi pri drugih se bomo zvedali, med nami so konflikti, so problemi. Kdo reče, je napisal pokojni Trstenjak, da jih ni, laže, umetnost je, da jih rešujemo, tudi mi smo tukaj zagrešili, lahko marsikaj, ampak če se iz tega učimo, pa nekaj vložimo, zavihamo rokave, ne? Ta bakterija, virus, ugodja, udobje, vsega na lahko, ne bo šlo. Največ stvari se naučimo, ko bo tudi napor, ko bo težko, ko ne bo enostavno, pa ne bo to v družini, partnerskem odnosu, duhovnem poklicu, kjerkoli človek službi. Največ se naučimo takrat, ko gre preko neke krize, takrat se prečistimo, ko ni enostavno. Največ se naučimo tudi takrat, ko nam mnogi lahko nasprotujejo. Če pogledamo razne mislece, ustvarjalce, znanstvenike, ja, pravzaprav jih nihče skoraj ni sprejemal takrat v tistem času. Pa so šli naprej. In tako je tudi življenje. To je realno življenje, ko pa to sprejmemo, ovrednotimo, pa štartamo iz tega, pa prinaša en mereno, eno svobodo bivanja, notranjo svobodo, in vemo, da če je danes oblačno, grmi, bo lahko jutri sonce. In že danes je sonce, sem nad oblaki, ne? To se mi zdi pomembno, no. Ja. A mislite, mogoče moram malo to vprašanje najprej nastaviti. Dostikrat sem bral zapise o tem, kaj so si ljudje predstavljali kot nebesa. In sploh te srednjeveški opisi so zelo zanimivi, ne? Ker izhajajo iz njihovih potreb pa manjka, ki je takrat bil prisoten. In oni so nebesa opisovali kot stene, hiše, so sestavljene iz klobas. Iz reke same skačejo ven ribe pred naše noge. Mislim, da se še pa rečejo prašiči, okoli laufajo že z noži. Ne, se pravi, imeli so manjko neke hrane in videli so nebesa kot popolno obilje tega, česar nimaš. In sem razmišljal o tem, da ta nebesa, njihova nebesa, zdaj obstajajo pri nas, na zahodu. Ja. Sicer stene niso iz klobas, ampak jaz lahko na Woltu, na aplikaciji, naročim, kar želim, že skuhano, v pol ure pride do mene. Ne? Ja. In to lahko vsak dan naredim 3-krat. To bi za njih bila nebesa. Ne? In potem se sprašujem, kaj pa so nebesa, ne? Ja, zdaj, če odgovorim Svetim pismom, z evangelijem, oko ni videlo, uho ni slišalo. Skratka, to je tisto, kar je zelo malo je povedano o nebesih, o večnosti, pri očetu, pri Bogu. Jezus, ko govori, da je šel k očetu, nebohod, Marijino nebovzetje, ko Marija je vzeta v nebesa, ali pa Jezus, ko je šel k očetu, so bile tudi človeške predstave, Zebedejeva sinova, Jakob in Janez, kdo bo sedel na levi pa desni, ne? Mama se pogaja, ne? Kdo bi bil pa pravi Jezus, to pa ne bo šlo, ne? To pa bomo v nebesih bo drugače, ne bolj levo, desno, bolj pomemben, manj pomemben. Oko ni videlo, uho ni slišalo. To, kar bi predvsem rad opozoril, gledajte, te antropomorfne predstave, ko človek
naša svoje kategorije iz tega sveta, so bili v zgodovini umetnosti tega, je res veliko, tudi veliko literarne umetnosti. Zanimivo je Dante, Pekel vica nebesa, ne? Tudi tam zanimivo predstavi to podobo. Ja, spet iz svoje. Tako je. Ja. In tudi zdaj pa, če se spet vrne k knjigi papeža Frančiška in sicer, ko govori o to upanje, pa tudi nekateri drugi deli že prej, posebej zdaj na koncu zadnja leta življenja več poudarja, pravi, ko gre za večnost nebesa, imamo pred sabo zopet neko predstavo nekega strašila, ali bo tam po smrti tisti pekel, ko se bo vse kadilo, vice, nebesa, neka taka turobna, dolgočasna stvarnost, ker bom pri nekem Bogu. Včasih mi kdo reče, se bo nebesih, bo pa precej dolg čas, bo treba pa skozi smolt, ker je to življenje zdaj že tako krščanstvo malo otežilo, ker je imel neko predstavo, da treba pa skozi tam pred Bogom se klanjati, pa neko odnos gospodar, ne vem, sužen, Bog tega ne potrebuje, želi partnerski odnos. Pa veste kaj, temeljni problem je, da sodobni človek, predvsem zahodne družbe, Amerika, Evropa, o tem sploh noče razmišljati. To izključuje. Jaz živim tukaj, zdaj to ne želi vključiti, čim bolj pa beži pred tem, tem bolj ga bega. Ne more mimo tega. Če drugega ne, gre pa na pogreb enega sorodnika, prijatelja, mama, očeta, starih, znane mame. Takrat mi razlagajo ljudje, ko niso veliko hodili, razmišljali o tem, veste, zdaj je pa kaj bo, ne? Zdaj je pa mož, žena umrla, babica, ne? Takrat se pa zatresejo stvari, ne več na neki teoretični, ampak osebni ravni. Kaj je zdaj tam? Samo tista žara, samo to ostalo. Tako da ta beg pred tem vprašanjem. Drugo, kar se mi pa zdi, če gledamo svetopisemsko, ali pa tudi, kar sem omenil, papež Frančišek pravi, tukaj bi morali nujno zelo močno spremeniti naše pojmovanje in učenje in se vrniti k Svetemu pismu in govori o lepoti večnosti, žaru večnosti, čisti luči, čisti ljubezni. In ob tem, ko sem tole bral, sem se spomnil, veste kaj, na Dostojevskega. Na Dostojevskega in sicer na koncu svojega romana Bratje Karamazovi, čisto zadnja stran, na koncu zadnji odstavki, o smrti mame in govori pogrebni nagovor, nekaj podobnega. Spominjajmo se drugega, kdo nas je zbrala naša draga mama, ljubljena in tako naprej. Potem se sprašuje Dostojevski, ali bomo živeli, vstali, in pravi, ja, živeli bomo, vstali bomo. In potem je pa pretresljiv stavek, in večno se bomo držali za roke, o kako lepo bo. In večno se bomo držali za roke, o kako lepo bo. In s tem zaključi svoj roman. To se mi zdi pa enako tako univerzalno sporočilo, veste, za vsakega človeka, ni važno, kakšnega prepričanja je. Jaz mislim, da si pa res človek, nobeno človeško bitje, nisem ga še srečal, ki bi se sprijaznil s tem, da ne bi srečal svojih bližnjih, da ne bi živel, se ne vemo kako, ampak da bi bil samo kupček materije, atomov. Pridejo, malo hodijo po tem planetu, pa gredo. Ne? Mislim, da človek se s tem vprašanjem, jaz ga še nisem srečal, lahko to ignorira, lahko se mu zdi brez veze, lahko zanika vse skupaj, pa kaj bo sanjal, jaz zdaj važno, da imam to in to, pa grem, uživam, imam, ne vem, dobro funkcijo, ali pa karkoli, ali pa materialno moč, ali pa drugo, če drugega ne, pa uživam življenje, da pobegnem, ampak slejko prej se pa s tem vprašanjem človek sreča in sled večnosti, ne, je
večno se bomo držali, kako lepo bo, ne? Se mi zdi, da pri pojmovanju naše večnosti bi morali nebes malo razmisliti, koliko nesnage se je na naših podobah, ali pa tudi pridigah, učenju lahko nabralo. Čistih napačnih razlag, ne? A smem tukaj mogoče dati neko misel glede tega, če rečeva, da je življenje omejeno, pa se res konča s smrtjo in ni posmrtnega življenja, a ne bi to potem takem veljalo, da je to, kar imava zdaj, nekaj neprecenljivega, nekaj neskončno vrednega, ravno zato, ker je minljivo. Ker prej sva se pogovarjala o omejitvah, pa če ni omejitev, se razpade. In jaz mogoče čez to prizmo gledam tudi na življenje, pa posmrtno življenje, ker če je neka večnost pol kasneje, ne, ni pol to manj vredno, kar je. Ali pa lahko tako, ali pa vse to, kar je, realno gledano, kar je, ne, ker ni, da se če nekdo dobi pri, ne vem, da sem srečal enega otroka na eni župniji, ki je star 12 let, ki ima hudega raka, ne. Starše, to je bilo na Goričkem, zdravljenje poteka, težko je, ne. Pa ne, da bi s tem strašil, pa opravičeval zdaj pa verovanje, ampak ja, to je realno bivanje in kaj povedati, kje odpirati tukaj neko upanje, ne? Kje odpirati, jaz mislim, da moramo ta svet vzeti zelo zares, ne? Zelo zares in hvaležni. Krščanstvo je tukaj zelo materialistično, inkarnacija, Jezus je prišel v ta svet. In če nekdo, ali pa težko veruje, ali se mu posmrtno zdi nekaj takega abstraktnega, vedno znova rečem, če boš tukaj, na tem svetu, naredimo nekaj lepega in dobrega, pustiš sled, ki ne bo izginila. Funkcije, položaji, vse bo izginilo. Pravoslavni bratje imajo čudovito zapisano, sled lepega in božjega zapisana v večni božji spomin. Tu pustimo. In potem, da bi se ukvarjal po boj, ne bo, naredi nekaj lepega. Tudi ta, veste, prav pretreslo me je, ko sem gledal tega fanta, pomagal je tudi v kuhinji mamici. Hodi na kemoterapije. Borijo se, voljo imajo. Jaz sem samega sebe vprašal, a bi jaz imel tok? Jaz pridigam o tem, sem govoril o upanju, romari upanje smo, kaj je sveto leto. A bi jaz imel tok, kot imajo oče, mama tega fanta? Pa sem si mislil, ja, Bog jim je že dal moči, zaupajo. Se pravi, za njega je to življenje tukaj bo ne bo, ne? Bog da bi se pozdravil, upam, da se bo, ne? Lahko se pa ne bo. Skratka, ampak ne, da bi zdaj samo, če pride bolezen, pa s tem, da bi to bilo razlog verovanja, ker spet ni pravega razloga, ne? In te se, ko sem omenil tudi dvom vprašanje, tukaj so borbe z Bogom, pa še kakšne pogajanja, kje si, kaj si, ni. Poglejte, če beremo tudi svetnike, ena Terezija Vilska, Janez od Križa, mati Terezija, temno noč, večletni, ni čutila, vse si je zdelo, Bog ga ni, kot da ga ni, ampak ljubila je pa, delala je dobro. Dobro je delala, to se mi zdi, molila tudi veliko, pa nič ni čutila, zdaj se da je vse mimošno, ne. In se mi zdi, da ta svet, človeku, ki se, kot ste omenili, tako odločil zame, na podlagi svojih odločitev spoznanja, naj tako živi, se mi zdi, naj tako naredi,
se trudi za neke pristne, iskrene odnose. In živimo, veste, Rilke je napisal, večina življenja itak živimo v glavnem s vprašanji. Odgovor sem pa tja, kakšen pride. Večnosti pa upajmo, da jih bo več, ne. Vprašanja. Kar je pa tudi, veste, ta vprašanja, kakor so tudi napor, je pa ta nemir, Avguštinov nemir. To je pa tudi pogoj ustvarjalnosti, ne? Radovednosti, iskanje, brskanja. To se mi zdi tako ključno. Nemirno, Avguštin je tak nemiren iskalec bil, vse živo je poskusil, od maniheizma pa do ne vem česa, ne. Sedanji papež Leon XIV je v spadah član avguštinskega reda in večkrat rad svetega Avguština tudi citira. Avguštin je tak iskalec, vse je poskusil, bežal gor, dol, pravi, pozno sem te vzljubil, lepota večno davna, pozno. Iskal si me, trkal si, gluh sem bil, slep sem bil. Meni je ta del tako imeniten, ker se tako najdemo v njem, ne. Ampak nisi obupal nad mano, ne. Nemirno je naše srce, dokler se ne spočije, v tebi potem na koncu Avguštin zapiše, ne, nemirno. In ko ste govorili, vprašali o nebesih, to je tisto, ker pa upamo, želimo, prepričani, neki veri, da se bo ta nemir umiril v večnem Božjem. To pa je, ampak zdaj pa živimo na tem svetu, ne, tukaj in zdaj, kjer se pa človek, veste, odločilnega pomena je, saj osebno tako gledam tudi svoje življenjske poti, stopiti na neko pot iskanja. Iskanja, včasih smo romari, včasih smo vagabundi, ne, malo tega, malo onga, včasih smo nomadi, pridemo pa bi tukaj malo časa bili, pa še. Včasih smo turisti, bi radi kar se plačali tudi vero, tudi versko življenje, ampak cilj pa je vendarle, da smo romarji, ne? Da se odločim, tvegam, grem in da imam nek cilj pred sabo. Tukaj pa se mi zdi tako odločilno res spoštovati svobodo človeka. Svobodo človeka, odločitev. Pa to, ne, večina, da bi se znali iskreno poslušati, predvsem pa, da pride človek sam počasi prihaja do tega spoznanja, da se največ naučimo od tistih, ki drugače razmišljajo od mene. Se je včasih to kar naporno, posebej, če so kritični, drugačni, ampak potem pa, če sem pa čisto iskren, pa zdaj ti spoznavam drugačna mnenja, drugačni pogledi, znotraj prijateljev, ker smo potem pa z različnimi ljudmi, ko se človek srečuje, drugačni pogledi, mnenja so bogastvo življenja, veliko bogastvo življenja. Zelo iskreno to mislim. To se lahko odpirajo čisto novi vidiki bivanja. Mi smo en tak majčken delček, človek drug je pa zopet en tak mikrokozmos, ki ima pa spet en svoj. Pa tudi, če se vživimo vsaj malo, zakaj pa nekdo tako razmišlja, bomo videli, da ima razloge, argumente za to, ne? Ja, se je ta neka dualnost tega, izbral sem si pot, ki je moja, popolnoma, vse ostale poti takrat odpadajo, ampak istočasno taka širina tega, da ostali so pa mogoče na drugačni poti, ne? In da je to čist v redu, ne? Tako. Mislim, da je različnost bogastvo življenja, ne? Ampak spet, kar smo že nekajkrat omenili, kar ste ponavljali tudi, če pa samo moj ego v središču, potem pa ne opazim, ne? Nimam volje, moči, pripravljenosti, da bi opazil drugega.
sem lahko minimar, brezbrižnost, te bolezni individualizma, to so silno problematične. Od drugega, če svojo pot absolutiziram, pa samo jaz, ne, osiromašim svoje življenje, škoda ga je, ne, ker ne bom živel, ne bom doživel enega veselja, ker ga lahko skupaj v občestvu, v pogovoru, iskanju, ne vem, igri, nogometa, ne vem česa, ne, se mi zdi, veste, sam, ko sem hodil, ali pa še hodim študenti, mladimi, pa drugimi, največ smo se naučili, ko smo šli na kakšne hribe, recimo, kakšen 2, 3, 4 dni teden, po kakšnih kamniških, ne vem, ali pa dolomitih, ali pa na kakšno romanje, ko sem učil na gimnaziji še, na začetku smo imeli tako imene pogovore po čutori. In smo bili en teden, smo šli v London, ker sem tam ene poznal, pa smo zelo skromno živeli, čisto skromno. V enem 2 sobi veliki, pa eno uboga kopalnica, pa tam en vrt, pa je bil, hvala Bogu, to je bil na vzhodnem delu Londona. In kaj sem gotovil? Da telefončkov pa tega, čeprav takrat je bilo pred leti, to je že 15 let nazaj, ni bilo toliko problematično, še pa delno že, ali pa razne slušalke, take in drugačne. Začetka je bil kar malo problem, ja, pa mi moramo to. Po enih parih dnevih, noben problem, ko smo bili skupaj tam, ne vem, šli musical poslušati, ali pa šli v Oxford takrat, ker sem sam študiral, pa smo bili na tistem, poslušali malo predavanje, malo pa spali, pa igrali nogomet, pa ne vem, se potepali, galerije, vse, kar je bilo. Kaj smo ugotovili? S to ekipo, ko smo šli skupaj vsako leto, smo bili najbolj prijatelji, ker smo bili preprosto skupaj. Ne da bi Ameriko odkrivali, ampak podariti si čas pravim časih, podarili smo si čas, se pogovarjali, malo pokregali, da je probleme delali eni, drugi, kdo je kaj zamudil, ga ni bilo, se zgubil, pa ne vem, karkoli, ne. Ampak vse to je oblikovalo neke take odnose, no. In če se spominjamo, vedno rečemo, to je bilo pa super, ne. Ja, Anton, sreča je v srečanju, ne. Midva sva se danes srečala, pa sva različne generacije, verjetno drugače živiva, imava različne poglede, ampak se mi zdi, da saj jaz sem čutil, ta glavna stvar, to, da se spoštujeva v različnosti, ne, je pa skupna, ne, in se mi zdi najbolj pomembna stvar. In to je vse, kar ste na koncu zdaj v tem zadnjem delu pogovora govorila, ne, spoštovanju različnosti, ne. Ja. In res bi se vam rad zahvalil za ta duh, ne, ko vidim, da ga imate. Res. Iskrena hvala vam, pa ja, zame je bila sreča, da smo se srečali tudi. Sreča ali pa, kot bi rekel Buber, ko sem ga že omenil, da je srečanje z bližnjim milost, sakrament pravzaprav. Torej, zame ste bili zdaj vi z vašimi vprašanji, pogovorom, srečanjem, en velik blagoslov na moji poti, pa vam želim vse dobro naprej. Enako tudi vi za mene ste bili to, pa bodite dobro. Iskrena hvala vam. Hvala.